Izklopite vaše mobilne telefone. Še enkrat ponavljam, izklopite vaše mobilne telefone, zaradi tega, ker danes predvajamo prireditev, kar po streamingu oziroma za spletno stran Primorskega dnevnika, prav zaradi tega je zelo važno, da so vaši mobilni telefoni izklopljeni. Hvala lepa, se vidimo in slišimo čez kakšno minuto. Ja, ali da pribote. Ok, pa smo. Ja, živijo. Lepa prav, hvala. Hvala, že v redu. Mi pa smo pomislila, en tak začetek simpatičen, malo športno, ampak ni ratelo, a? Zelo malo športno. Nismo v formi. Samo en trenutek, torej, če boste malo počakali, samo moment. Kaj ti daš? Pa baš kakšne športe. Bomo, dajmo resno. Tako, raje smo za kakšno resno stvar. Ja, naredimo prav tako. Kam damo to? Punce, prosim, pomoč, hvala lepa. Lahko, vidi, kaj lepo. Jaz sem bil bolj hitren od teh. Ma čekaj, kaj imaš tam, dante spodaj? To je spodnje hlače, je publika, je naš Oskar 2013. No, zakaj, ti nosiš trenirko pred mandan? To je res. Meri, ja. Prav, v redu, pa dej. Kako je punce, v redu, tako, štima, fajn, lahko začnemo. Marko, sem si? Dej si dol. Punce, lahko, rejte. Hvala za samo ena prava. Hvala lepa, malo potrpljenja, prosim. Ne delajte ga, ne. Tako, zdaj, da povem nekaj resnega. Dobro večer in seveda dobrodošli na 12. izvedbi prireditve Naši Oskari za leto 2013 v organizaciji Primorskega dnevnika, kot že veste, in seveda ZSŠDI-ja. Gre za pobudo, ki nagrajuje najboljše slovenske nogometaše, košarkarje, odbojkarje in odbojkarice v slovenskih mladinskih in članskih ekipah, seveda v Italiji. Poleg teh bodo na tem prazniku slovenskega športa pri nas, ker je pač ena lepa fešta, tudi to je važno, bodo deležni nagrade in aplauza tudi odborniki in drugi zaslužni športniki, ki uspevajo v raznih športnih panogah. Namreč naši Oskari se vam letos predstavljajo v nekoliko prenovljeni obliki. Veliko novosti, kot že veste, smo že imeli na področju podiranja meja z manifestacijo Naš športnik, zato postanejo Oskari toliko bolj pomembni za ovrednotenje dela in kvalitete naših atletov in športnih delavcev iz Furlanije, Julijske krajine. Torej ne povem še to, bodite pripravljeni na bujno ploskanje, prihajajo naši športniki in naši Oskari za leto 2013. In to je to, lepo. Danes stvari o športu. Tako, ja. Zakaj, bi rad kaj še dodal tega? Ne. Ti spoznaš na to tematiko, torej? Glej, ti si bil proč, dosti let, si bil veliko let v Milanu, jaz v tem sem boksal, ne? A res si delal boks? Se ne vidi. Ne, pravzaprav ne. Ja, rečeš, v glavnem so me tekli, ne? No, si fasil, rečemo. Tako, enkrat mi je ratalo med eno... Ma dej? Ja, bil velik, močen. Je ratalo, sem razbil enemu, sem zlomil prav roko. Ja, sem rabil cel friz. To mi je ratalo. Ma ne govori neumnosti, zdaj imamo tudi ugledne gostov, resno, zdaj nekaj resnega, to je
Ja, in prav zaradi tega bi jaz svetoval nekaj tebi najprej. Meni. Ja, da nehaš govoriti stalno in da vsako tako zadihaš, bo verjetno najlepši del tega našega večera. In dej vrsti tudi našim prijateljem, ki so tu v dvorani. Pojdi za klaviature, ker se mi zdiš, da govoriš kot moja žena, ker noče, da se jaz ukvarjam s temi športnimi panogami, ki sem jih imel pri srcu, ko sem bil mlad. In že, ko smo, začnemo z eno glasbo. Ste za to, seveda, dajte prisluhniti in zapet z mano. In potem imamo naše Oskarje. Prosim, režija, pojmo skupaj! Ja, to je resna zgodba, se mi je res zgodila. Glejte, dobil sem punco, pa ta se ne strinja s mojim športnim udejstvovanjem. To ni v redu, to ni v redu. Prisluhni, publika, prisluhni. Prisluhni moj zgodbi in poglej me v novi luči. Povem ti vse, kar v srcu me muči. Dobil sem žensko, imel imam resnično rada, sta me ne pustim do športov, ki sem jih vadil, ko sem bil mlad. Arija, rajšno. Orijo. Se ne pridem k vam, ne? Arijo, zadnje vrste rano. Pisem talent v nogometu, vrtal sem žogo po celem svetu. In zdaj kriči mi na ves glas, ko v nedelja grem do Repna s kompanijo gledat kras. Arija. Mnogi vedo, da košarko še igram, a žena teži, da je na igrišču že drugi pan. Jaz pa bežim v tiste čase v Sosuperu, ko je komentiral na radiu Bruno Rupert. Arija. Ja, ljudje o športu raje ne govorim, ker se za zdravje po pravici bojim. Da me žena ne našeška in premlati do krvi, ker tu delam za Primorski in za SŠDI. Arija. Žena ne skušam premlati, dovolj, samo nam stav. Hvala lepa. A ste videli? Hvala lepa, kakšno publiko imamo danes. V redu, torej kar začnimo korajčno. Hvala lepa za vaše sodelovanje, za vaš aplavz. Torej, najprej topel pozdrav vsem poslušalcem Radia Trsta, ki nam sledijo, ko je zunaj že mesec februar, magično, ampak je tako. Za poslušalce Radia Trsta v tem trenutku je februar in seveda pozdravimo vse obiskovalce spletne strani Primorskega dnevnika. Čau, Primorski! Namreč nas spremljajo v živo po zaslugi streaming prenosa, torej klanjamo se Primorskemu dnevniku tudi za ta tehnološki podvig. Posebna zahvala pa gre Zadružni kraški banki za pomoč in gostoljubje, saj nas, kot že veste, letos gosti ponovno v teh prostorih, v prostorih svoje dvorane in dovolite mi še, da pozdravim ugledne goste, ki so v naši sredi in torej lep aplavz, prosim, z nami je generalna konzulka Republike Slovenije v Trstu, gospa Ingrid Sergar, dober večer. Imamo potem izjemna svetnika ali svetlika, poglejte vi, dipendi, kot se pravi po domače, Furlanije Julijske Krajine, dober večer, Stefan Ukmar in Igor Gabrevec, hvala lepa, ker ste danes vsi z nami.
pokrajinski tajnik SKD-ja Marino Marčič, dober večer, predstavniki Zadružne kraške banke, dober večer, lep pozdrav seveda vsem predstavnikom medijev. In nažalost, nekateri prijatelji danes niso z nami, namreč v Sloveniji so vremenske razmere hude, nekako sneži močno med Ljubljano in Trstom. Prav zaradi tega predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, dr. Janez Kocjančič, danes ni med nami, a nas in vas toplo pozdravlja. Enako tudi Tamara Blažina, ki je v Rimu, se seveda mudi v poslanski zbornici in nas in vas toplo pozdravlja. In čakamo, če bo slučajno oziroma če bo vreme naklonjeno, prišla v našo družbo tudi ministrica Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Tina Komel. Upamo, da bo tako, ponavljam, snežne razmere so hude, zato videli bomo, kaj se bo zgodilo. No, pa gremo, dragi Marko, najprej z govorom oziroma s pozdravom naših gostov, vabiva na naš oder in v našo sredo gospo konzulko Ingrid Sergaš za kratek pozdrav. Hvala lepa in potem začnemo torej z našo prireditvijo oziroma z uradnim delom, z nagrajevanjem in tako naprej. Dober večer in dobrodošla. Dober večer vsem skupaj, hvala za povabilo. Posebno čast mi je v takem prijetnem vzdušju vas vse prav lepo pozdraviti v svojem imenu. Me pa gospa ministrica, gospa Tina Komelova, tudi naprosila, da vas tudi v njenem imenu pozdravim, če se nam bo seveda pridružila. Ki bomo zelo veseli, bo tudi sama spregovorila lahko kakšno besedo, ampak ta čas vam pošilja res prav prisrčne pozdrave, čestita organizatorjem za to prekrasno prireditev, predvsem pa seveda čestita vsem športnikom, torej vsem, ki so tukaj, ker tako drugače po vašem prekrasnem tudi vodu smo šli športniki in vam želi seveda lep večer. In veliko uspešnih tekmovanj, še bolj, še lepših dosežkov, seveda da si vsakokrat znova vi sami najprej zastavljate, mi vas podpiramo, jasno, v prihodnjih obdobjih. O športu se vedno znova poveste, je koristi v duhu in telesu, ampak moram reči, da seveda, ko se pa znajdemo vsi v takem veselem vzdušju, ki izkazuje to, bi rekli, pripravljenost telesno in duhovno, je pa toliko bolj prijetno, če je zadeva še duhovita, kot nam naši, bi rekla, voditelji tlele posebej izkazujejo. Vse to je edino, kar zgolj, potem bo hujše. Začetek je zelo obetaven. Še enkrat res v svojem imenu in v imenu gospe ministrice vas prav lepo pozdravljam. Hvala lepa, da se še vidimo. Seveda pozdravim zahvala visokim predstavnikom sedanjim in bivšim Združenja slovenskih športnih društev v Italiji, ki so seveda tukaj z nami v vrsti. In kratek, ampak močan aplavz za dve športnici, ki nama pomagata. To sta dve mladi punci in sicer Tamara Precoci in Nada de Walderstein. Dober večer in hvala lepa za vašo pomoč. Je kriza in mi rabimo bitke, in imamo sponzorja, tako da bomo sponzorja. Sponzorja? Si dobil sponzorja? Malo novo sponzorja. No, fajn, kdo je? Ja, mi je dal, moram prebrati, tekst, ker je uradna zadeva. Torej, prireditev naš Oskar 2013 poklanja Pocket Doll. Ko potujete in letite, uporabljajte Pocket Doll. Pocket Doll je žepni superračunalnik, ki vnaprej napove nesrečo vašega letala. In to celo 10 sekund pred trčenjem. Po vsej verjetnosti Pocket Doll vam ne bo rešil življenja. V primeru nesreče pa boste vi tisti, ki boste izvedeli to prvi. Kaj še na sponzor, da si ti bi v redu? V redu, zdaj bom že jaz poskrbel, da bomo leteli visoko. Namreč začnimo z našim nagrajevanjem, ampak v tem nismo sama. Na srečo imamo tudi res posebnega notarja in zato prosim za posebno glasbeno komisijo, namreč zdaj pride med nami notar. Glasba, dajmo si skupaj. Za notarja, ti ga dobro poznaš. Ga dobro poznaš. Vidite ga. Gospe pa spomnijo, da je čuk. Takega vzhoda nisi
je ta prava, je športna in čestitamo, Je lepa, je Tako. lepa. Je nova ali si jo že upravljala? Ne, skoraj nova, ampak sem se zelo bal tega večera, zelo bal. Mi je rekel, notar, mislim, da je kakšen nov davek. Notar. Ker je nov, seveda, ne. In potem še eno skrb sem imel, zdaj ne vem, sem med dvema ognjema, kako bi se pogovarjali, kako bomo govorili. Ali v slovenščini, kot jo govoriš ti, ali v zamejščini, kot jo govoriš ti, ker je na Vse imamo tudi prevajalko, tam Žal, je, ne, ki je Imamo? vedno v družini, je prevajalka, bo ona poskrbela. Lahko. Drugače, na hitro, ker imamo malo časa na razpolago, samo eno tvojo misel na račun našega slovenskega športa v Italiji za leto 2013 in če imaš kakšno modro misel, Modra misel mogoče pride čez kakšno minuto, mogoče na koncu. So mi rekli tudi zaradi tega, ker je tisti prestol zelo staren in ne vem, če bo zdržal. To je prestol iz... No, mislim, za slovenski šport je ta. Slovenski šport je pri zdravju in se kaže tako posamezno kot ekipno. In daje zgled tudi ostalim, vsem nam, predvsem naši, bi rekli tako, med narekovaji politični organiziranosti. Športniki so v ekipah ali posamezno. Vse ekipe stremijo v istemu cilju, so na isti poti. Če pogledate, pri nas pa je samo eden vleče sem, eden vleče tja in hodimo v Beligo. Tako. Hvala lepa, Mariču. Pikro. Zdaj se lahko usedeš, prosim, torej ne, ta bo tvoja... Ja, naš Mario je namreč penzionist. Tako, ja, to je tvoj kotiček. Ti boš prebiral nominirance, imena in priimke naših nominirancev in tako nam pomagal, da bo ta naša prireditev, da bo naš Oskar za leto 2013 še lepši. Torej, začnimo. Nagradili bomo najboljše mlade slovenske športnike najprej v slovenskih klubih, seveda v Furlaniji v Julijski krajini, za panoge košarka, moška in ženska odbojka, nogomet. Gre za športnike rojene v obdobju med leti 95 in 98, ne, te letnice. Zmagovalce je kot vedno določila veččlanska strokovna komisija in torej začnimo s prvim Oskarjem. Oskar za najboljšega mladega košarkarja! Mlajši in manj mlajši, ampak tokrat govorimo o mlajših skupinah, zato Mariču, prosim, imaš mikrofon, prebral boš nominirance za Oskarja za najboljšega mladega košarkarja. Dokler zdrži stol, bom vstajal in sedel, ker škreti, ker malce stiskajo. Ja. Oskar za najboljšega mladega košarkarja. Simon Cettolo. Ali pa Cettolo. Luka Belleni. Ilija Kocijančič, Martin Ridolfi in Samuel Zidarič. No, prosim te športnike, če se javijo na odru, hvala lepa. Ne vem, če so vsi vsekakor nek aplavz, da se mladega košarkarja. And the winner is Martin Ridolfi! Naše punce imajo tudi diplome za SŠDI za vas, medtem pa bo lahko sem tim prebral utemeljitev Notgalo, ti ostaneš se z nami. Samo za kratek intervju slišimo, poslušamo utemeljitev. 18-letnik je zdaj najbolj perspektiven mladinec in si kot tak edini nabira minutažo tudi v članski ekipi Jadrana. Vsakič te minuti tudi izkoristi, pa čeprav ima v svoji vlogi zelo močno konkurenco. Čestitamo Martin Ridolfi, najboljši mladi košarkar za leto 2013, torej v članski ekipi Jadrana tudi več let stalni član pokrajinske in deželne reprezentance FJK. Kako daleč torej segajo tvoje sanje? Sanjaš o
življenju v košarki? In torej, kdaj in kako misliš, da se bo to lahko uresničilo? Si še zelo mlad. Koliko let misliš, da imaš še pred sabo, preden se vidimo v NBA-ju ali pa na Luni? Sem še mlad, imam še dosti da se naučiti, še dosti da trenirati. Je treba garati. Ja, treba še dosti. No, veselo garanje kar naprej. Hvala lepa, Martin Ridolfi. Hvala. V mladinskih kategorijah seveda Oskar za najboljšega mladega odbojkarja. Odbojkarji gor, pa dol, levo, desno, telovadnica, igrišča, pripravi in tako naprej. Bere nominirance. Preberemo Daniel Antoni, Sandi Persolja, Samuel Prinči, Jernej Krpin in Peter Bogič. Prosim, fantje, gor na oder. Gospe in gospodje, Oskar za najboljšega mladega odbojkarja. And the winner is, zmagovalec je Jernej Krpin! Utemeljitev še ne 18-letni Jernej Krpin sodi med naše najperspektivnejše mlade odbojkarje vseh časov. Napadalec Goriške Olimpije je kljub mladim letom eden od stebrov članske ekipe. Torej, imajo te tudi za naslednika Mateja Černica, saj tako pišejo mnogi. Sam nam boš povedal, če je ta primerjava primerna. Nedvomno pa si naslednik Simona Krpina, to je tvoj oče, ki je bil ravno tako zelo dober odbojkar. Torej, si naslednik Mateja ali pa Simona? Upam bolj Mateja, ne? Ne, ma čakaj, ma kjer to pravičuješ, ma kako boš to domov potem, Odpusti mu oče, odpusti mu. Nima še 18 let, ker bo dopolnil avta ne vidi. V redu. No, čestitamo, še en aplavz na Oskar za najboljšega mladega odbojkarja, Jernej Krpin. Dame in gospodje, zdaj je na vrsti Oskar za najboljšo mlado odbojkarico. Hvala lepa. Tudi mlado odbojkarico je vsak teden v telovadnici in ekipe in tekme in gor pa dol in fantje ostanejo doma in zakaj greš na partido, gremo v Čine raje. Danes končno, vsaj eno od teh ima eno karto več, prosim. Petra Grgič, Nika Kloba, Maja Kojanec, Sara Preprost, Janika Škerl. Nominiranke, prosim, na oder. Hvala lepa. Da bojo tudi te višji od mene. Torej, Oskar za najboljšo mlado odbojkarico za leto 2013. Zmagovalka je, and the winner is, Petra Grgič! Draga Petra, samo trenutek z nami. Utemeljitev med mladimi slovenskimi odbojkaricami svojega letnika je edina,
ki že drugo leto zapored igra v članski ekipi za leta v C-ligi. Letos je njena vloga v ekipi še pomembnejša, saj je v bistvu prva menjava. No, torej, se ne bova pojedla, pridi malo v Istanbul, ker imamo fotografe, pokaži tudi diplomo in seveda nagrado, tako da bodo veseli naši sodelavci oziroma fotografi Primorskega dnevnika. Aha, nastopati na članski ravni, draga Petra, je za mlade igralke in igralce kar zahtevna stvar, je res. Kako ti uspe torej biti konkurenčna tudi v starejši skupini? Jaz ponavadi, ko sem bil mlajši in sem igral v starejši skupini, sem delal pankino, celo partino. Ker sem šel igrati tudi v daljne kraje in še vedno sem delal pankino. Ja, kako pa temu? Pročno, in nekaj si del manj. Moram trenirati veliko in pred tekmo se moram meriti in se koncentrirati. Tako imaš tudi kakšen poseben način, da se skoncentriraš? Ne. Nobene joge, nobene vernosti in podobno. Drugače pa ti si tudi odlična v šoli, to lahko tudi povemo. Kot Jernej Trpin je bila tudi lani med dobitniki nagrade Športing šola, ki športni uspeh povezuje s šolskim. Kateri licej oziroma katero šolo obiskuješ? Tehnični zavod Požigatej. Lepo, hvala lepa. Hvala. Gremo naprej, namreč na vrsti je Oskar za najboljšega mladega nogometaša! Nogomet, najbolj priljubljen šport na svetu. Letos imamo tudi svetovno prvenstvo. Prejeli se bo eden izmed naših nogometašev igral v svetovnem prvenstvu. Kdo ve, vsekakor za zdaj nominira si za ta Oskar. Alessio Caselli, Albert Kerpan, Erik Rebula, Stefano Simeoni in Andrej Žerjal. Seveda po abecednem redu, fantje, so vse z nami, prosim, srednje na ove. Oskar za najboljšega mladega nogometaša. Zmagovalec je, and the winner is, Erik Rebula! Beseda Marko Sancino za utemeljitev. Lahko rečem, brez napake. Kljub temu, da je star šele 18 let, je Erik Rebula zdaj že stalni član članske ekipe Kriške Vesne. V letošnji sezoni je za člansko ekipo dosegel tudi 2 gola. Čestitamo, torej, dosegel si 2 gola s člansko ekipo Vesne v promocijski ligi, ne? Drugače pa si navijač za milanski Inter, navijaš za milanski Inter. Prav. Kaj ti daje več zadoščenja? Goli pri Vesni ali letošnje redke zmage Interja? Čakaj moment. Zdaj so vsi za Milan, ali za Inter. Počasti, v redu. Malo spoštovanja. In to pove marsikaj. Za nesrečne, malo spoštovanja. Za manj srečne. Prosim. Goli pri Vesni, kaj pa goli pri Interju, a tvoj? Kateri pa je tvoj vzornik v ekipi Interja, na primer? Zaneci, no, to gre že za 40 letnika. Pravi tudi jaz in tega. Hvala lepa, naš zmagovalec, Oskar za najboljšega mladega nogometaša Erik Rebula! Jaz pa bi imel eno razpredelnico za vas, ne? Tako, na lestvico. Kaj bo tako kot prejšnji sponzor? Ne, to je čisto resna zadeva. Ti imaš razpredelnico, ja? Ja, torej, lestvica, to je lestvica v bistvu najmanj primernih stavkov navijačev in odbornikov. Bravo, ker čez kakšno minuto imamo odbornike. Bravo, tako se dela. Torej, na 5. mestu, bravo, fantje, če gledaš tekmo ženske ekipe, tega se ne dela. Bravo, fantje, ne navijačne odbornike. Na 4. mestu,
Najboljša tekma letos po najhujšem porazu. Ma dajte paziti, kaj reče se. Na tretjem mestu. Naslednjič boljše, po zadnji tekmi v sezoni. Na drugem mestu lestvice najmanj primernih stavkov navijačev in odbornikov. Tudi letos pa banko, ne? In na prvem mestu te lestvice za navijače in odbornike. Arbitro Cornuto! Če je sodnik tvoj mož. No, lepo, da si govoril o navijačih in odbornikih, namreč zdaj so na vrsti priznanja, ki jih Združenje slovenskih športnih društev v Italiji namenja trem posebno zaslužnim in angažiranim odbornikom, športnim delavcem, ki se že vrsto let trudijo v prid slovenskega športa na tem koncu naše zemlje. Priznanja podeli seveda predsednik ZSŠD-ja Ivan Peterlin, medtem pa naša dekleta še pripravljajo en fantastičen in zanimiv kotiček, namreč bomo s temi tremi osebami tako prizorili krajši športni malo pogovorili. Tako. In torej, gospe in gospodje, priznanja ZSŠD-ji. Dragi Ivan, veliko dela za te ljudi, ne? Veliko dela za naše odbornike in športne delavce. Nedelje, sobote, se kličejo v vsaki uri, je treba pomagati, delati, veliko žrtvovati. In torej, dajmo nagraditi tiste, ki so se v letu 2013 in še prej vseh ostalih letih delovanja slovenskega športa v Italiji res veliko potrudili. Prva nagrada gre Borisu Salviju! Priznanje za Borisa Salvija! Kažemo sliko oziroma priznanje naših fotografov. Rekel sem prva nagrada, ampak v tem slučaju nimamo lestvice, gre za 3 enakovredna priznanja. Za naše športne delavce, Boris Salvi, utemeljitev Dolgoletno delo organizatorja na košarkarskem področju je Borisa Salvija izklesala v odličnega izvedenca tega športa. Danes je pri AŠD Breg nepogrešljiva osebnost, človek, ki je dal z navdušenjem pristopom in organizacijskimi sposobnostmi velik zagon slovenski košarki v dolinski občini. Prav njemu lahko pripisujemo kvalitetno rast in razvoj tega našega društva. Boris Salvi, čestitamo, prosim, če se lahko usedete sem, namreč v kakšno minuto bomo začeli tako s posebnim talk showom, prihajata še 2 zaslužna odbornika in torej zdaj bo na vrsti nagrada za žensko, za odbornico. Gospe in gospodje, priznanje za ZSŠD-ji gre tudi Cirili Kralj! Tako, in gremo z utemeljitvijo. Ime Cirile Kralj je prav zagotovo tesno povezano s stransko rastjo odbojkarskega gibanja pri nabrežinskem Sokolu. Dolgoletna igralka s poudarjenimi pozitivnimi značajskimi potezami, obarvanimi z vetrino, optimizmom in smislom za kolektiv. Tudi danes kot trener in organizator v društvu ohranja vse te značilnosti in je pojem pozitivne energije. Bravo, čestitamo Cirila Kralj! In še tretje priznanje, enakovredno ostalim priznanjem ZSŠD-ja, prejme ga Robert Makuc. Tako, utemeljitev. Robert Makuc se je resnično z dušo in telesom zapisal našemu športu. Najprej kot navdušen odbojkar, potem pa tudi kot trener in pedagog, ki vlaga prav v delo z mladimi veliko energij in verjetno ves svoj prosti čas. Pa ne samo to, bil je eden prvih izšolanih vaditeljev snowboarda, je pa v enem tudi navdušen kajakaš na rečnih vodah. Če mu vzamemo odbojko, se lahko mirno loti česa drugega in to z enakim uspehom. Robert Makuc, hvala lepa, čestitamo.
Ja, povej. No, zdaj imamo ta talk show. Ja, ja. Slovensko se reče talk show. Show, Ja, to je na koncu. Ampak mi pa poznamo vse tiste italijanske talk showe, ki so... Če mora iti provati, ja. Ja, zdaj zaigraj kaj lepega, ne? Tako da bo vzdušje in atmosfera, da boste še lepše, ne? V redu, torej, ja, nekaj minut smo skupaj, vse veste, gre za tradicijo, ne, tudi na tem športnem dogodku. Torej, najprej čestitke vsem trem. Hvala v imenu vseh za vaš trud, ki ga vlagate v naš slovenski šport. Nedvomno je vaše delo zelo zahtevno, to že vemo. Veliko vašega prostega časa, kot smo slišali, ste žrtvovali v vseh teh letih. Kaj pa žene, torej, tako požrtvovalnem kaj pa žene k tako požrtvovalnemu načinu življenja? Torej, kje dobite tisto iskrico, da tudi ko je utrujenost, kriza, problemi doma, da vseeno ste na voljo in na razpolago skupnosti oziroma domačemu klubu? Začnemo kar pri Borisu. To je moj mikrofon. Ja, zate. Tudi nekaj povedati. Ja, ja, ga lahko odneseš domov, če Okej. Kje dobiš to moč, ne? Kje dobiš to moč? Kaj te še žene, da po vseh teh letih si še vedno tam in še vedno delaš za šport na vašem rodu? Jaz bom bil zdaj resen. Prosim, seveda. Bi rad bil tako kot ti, ampak mislim... Ne, ma to je resno vprašanje. Mislim, da je to res ena skupina ljudi, ki dela v našem društvu in so vsi ti v bistvu prijatelji, ne samo odborniki in ki delajo za šport, ampak res prijatelji in ti me nekako spremljajo v naši poti športi. Gre torej za ekipno delo, danes ste vi zmagovalci nekako, ampak za vami stojijo še druge osebe in seveda druge odborniki. In mislim, da to priznanje je prevelika nagrada za mene samega in mislim, da bom to srčno delil vsemi tistimi, ki si gradijo ali kradijo svoj prosti čas. Cirila in Robert, če želita kaj dodati, torej... Mislim, zakaj se ne veste zahvalim tako Ganjena za to nagrado priznanje, res hvala. Ko sem nehala z aktivnim športom, so me vprašali, če bi sodelovala pri društvu, ki je bilo takrat gospod Franko Vite, se dobro spomni tega. In sem takrat rekla, da če bom kje kaj dala, bom dala na domačem teritoriju in tega sem tudi stalno držala. In mislim, da lahko vsakdo to počne. In si daje zadoščenje, a potem, ko vidiš, da otroke, ki prihajajo v telovadnico na zaključnih prireditvah, da so veseli, se družijo, mislim, to veliko zadoščenje. Zaradi tega je vse dam tam. Super, lepo, čestitamo, bravo. Robert, ti seveda šport je oddal že, ne? In od odbojke do kajaka, če se ne motim, še veliko drugega, je tako? Ja, jaz sem nadaljeval pot staršev praktično, ne. Tako kot smo vzgajali, sem bil še majhen, smo stalno v raznih športih, ne, moj oče sodeloval zraven in enostavno nadaljeval njegovo pot. Seveda me je peljala potem k odbojki, v domačem društvu in tam sem se zmeral, ne. Sem tam sodelujem in... Besedo bi zdaj predal Mariju Čuku za vprašanje, če imaš eno vprašanje za naše goste. Ja, malce sem ganjen, ker je Boris Vrsovaščan, zato še posebej čestitam in vem, kako težko je delati v tisti vasi na takem področju, ampak to bi pa vprašal res vse tri. Kakšen odziv je domačega okolja do vašega dela? Prosim, na hitro seveda, če se ne znate. Seveda, tudi društvo, ki sem delal, je v majhni vasi, v glavnem začetek je bil prav, ko sem začel igrati s tem odbojko, Trivalu je bila skupina, ki se je bil skupaj v šoli in vse. In prav te stiki potem se nadaljujejo, ne, in delo, ki tam delaš, je prav tudi zato, da prav v vasi, v tem manjšem okolju se marsikaj naredi, tako za mladino in tudi za ostale. Cirila, prosim, če hočeš kaj dodati. Mislim, da je naše društvo edino na našem teritoriju, Devinsko-Navrinske občine, edino društvo, ki se ubada, recimo slovensko društvo, ki se ubada skupinskimi športi, ki so bili v telovadnici, druga so smučarska, mislim, da je v glavnem tako. In zaradi tega mislim, da so nam starši hvaležni in zadovoljni, da lahko molimo otrokom na našem teritoriju vse ta nove. In še Boris? Strinjam se z obemi mojimi sogovorniki, dodal bi samo to, da
je mogoče težje delo, rečemo, v današnjem času, ko je interesov dosti. Spomnim, da sem bil še jaz mlad, to je dosti časa nazaj, je bilo v dolini pač to športno društvo, katerega zastopam, to je športno društvo Breg, in tam so se dogajale vse stvari, ki so pač bile povezane s športom. In zdaj pa je mogoče malenkost drugače in je pač težava večja, ker moraš privabiti s kvaliteto pač vse te mlajše naše fantje in punce po naših vrstah. Še Marko, da nekaj dodal, potem pa končamo. Zakaj je pustil košarko? Ker se mu je tresla roka in da si šel za zobozdravnika. Moram odgovoriti. Kaj vprašaj njega, zakaj je šel v penzijo? Da si na isti, ne? Jaz upam, da je šel v penzijo samo zato, da bo lepše in bolj, rečemo, bolj prisoten pri našem društvu in prišel gledati tudi kakšno tekmo. Pa tudi vabim vse te prisotne, da pridejo na našo tekmo. Tako, torej, in na Goriško in v Devinsko na Devinsko občino in seveda, kjer so Brežani doma. Hvala lepa, lep aplavz. Boris Zabič, Cirila Kralj, Robert Pakusko, Centranja, Gospod Šederin, lepa pa 2013. Hvala lepa na vašo levo, hvala lepa. Marko, zdaj pa gremo naprej, ne? Zdaj imamo nekaj novega. Kaj? Posebni Oskarji. Gre za popolno novost letošnjih Oskarjev. Nagrajence je določila komisija novinarjev Primorskega dnevnika, torej redakcija Primorskega dnevnika. Nagradili bomo najboljšega trenerja leta, najbolj zaslužnega nezamejca v zamejskem športu v Italiji. Podelili bomo Oskarja za najbolj odmeven mednarodni uspeh in še nagrado za mlade upe. Začnimo torej s trenerjem, ne? Jaz bi oprosil za še nekaj pripravil, ker se prekinem, imam tudi za trenerje nekaj teh stavkov, ki bi bilo boljše, da recimo je boljše, da ne. Pridi sem na sredo, torej na svet za trenerje, na svet za trenerje. Pet na svetu. Stavke, ki se ne sme... Rajši ne, rajši če se da, rajši ne. Na petem mestu. Ne skrbi, če si bil danes slab, bolje tako, itak ne znaš tega. Trenerji torej tega nikoli, prav. Na četrtem mestu. Kaj lepo, da te nasprotniki imajo radi, ja? Na tretjem mestu. Pojdi na igrišče, ti, kako se kličeš? Ne, ma tako grda, ne, pa se ne dela trenerjo. Na drugem mestu. Na krilu nisi dober, v obrambi niti, kot napadalec za Škifo, Madres je huda bi bil narisno zdaj. Drži. In na prvem mestu lestvice, kaj ne sme reči trener varovancu? S tabo je izraz totalna nula dobil novo, še nižjo vrednost. Tako, lep aplauz za Marko Santina in za lestvice. Nagrade Primorskega dnevnika. Zato kličemo odgovornega urednika Primorskega dnevnika Dušana Udoviča, že spet z nami in vam povemo in razglasimo, da pride trenutek, ko bomo nagradili in imeli na tem odru Oskar za najboljšega trenerja. Pripravljeni, prosim, naj pride nagrada. Najboljši trener za leto 2013 po mnenju urednika in seveda vseh novinarjev Primorskega dnevnika je Matjaž Antovac! Peter Sterni, prosim, vsekakor sem na sredo za sliko z Udovičem, seveda. In utemeljitev, seveda. Prosim. Trener, ki z mladimi jadralnimi upi slovenskih klubov v Italiji piše uspešno zgodbo. 3 posadke, ki jih je vodil, so v zadnjem letu zajadrale v mednarodne vode in se uvrstile na svetovna prvenstva. Zdaj deluje pri Sirena. Torej, samo kratek komentar s strani predsednika, torej nadaljuje se uspehi Sirene tudi po zaslugi Matjaža Antonaca, ki je današnji slavljenec. Ja, prinašam njegove pozdrave, on je pač prav, da pride na dopustu, je na smučanju in njegovo
zahvalo za nagrado in tudi tržaškega pomorskega kluba Sirena. Hvala lepa, Peter Stervi, hvala. Torej, Matjaž Rampanac, torej Oskar za najboljšega trenerja. Zdaj pa gremo naprej. Na vrsti bo Oskar brez meja. Kaj pomeni Oskar brez meja? To pomeni, da nagradimo letos prvič tiste prijatelje slovenskega športa, ki so Slovenci Slovenije ali Hrvati, ali pa Italijani, ali pa, ne vem, Američani, karkoli. In torej tokrat prvič Oskar brez meja, nagrado prejme Radenko Knežević, nogometaš Hrvata. In tako je še utemeljitev, 34-letni nogometaš nastopa pri Krasu že natanko 10 let. Svojo uspešnostjo si je prislužil tudi kapetanski trak. Prihodnji teden bo odigral 300. tekmo, čestitamo. V dresu Krasa pa je dosegel tudi že 187 golov. Ali pa kakšnega več, je 107 ali 188? Katera točna številka? Jaz imam eno drugo številko, Marko, ampak v redu. Vse je isto, važno je, da danes imava pač Radenka med nami. In kaj pa bi rekli o letošnji sezoni? Če se ne motim, premagali ste prav včeraj, ne? Fontana Freddo, ki je do nedelje vodila na lestvici, torej čestitamo, fajn. Ja, hvala. Premagali smo prvo, jasno smo, že smo prvi eno piko pred njimi in napokon ostanemo na koncu. Fino, zdaj pa če govorimo čisto o drugačnih zadevah, ne? Kaj ste pa se pri referenskih krašnicih naučili? Kaj ste odnesli od naših? Koristnega. Ne, koristnega. Zato pri nas, ne, so referenci so prav značajni, ne, taki imajo res močan karakter, značaj. No, skratka, kaj ste odnesli domov od te referenske tradicije? Kaj sem odnesel domov? O ženskah ne govorim. Koristnega. Ste spoznali kraške osmice in kraške dobrote? Med drugim tudi, ja. To je še važno. Hvala lepa. Radenko Knežević, nogometaš Krasa. Zdaj pa gremo naprej. Na vrsti je nagrada za osebo, ki uspeva ne samo doma, ampak po svetu. Na vrsti je Oskar za odmeven mednarodni uspeh. Aha, če se spoznate na filme in na glasbo, verjetno ste razumeli, da gre za osebo, ki je nekako v vodi. In torej Oskar za odmeven mednarodni uspeh gre... Zmagovalec je Jaro Furlani! Leti jadralec tržaškega pomorskega kluba Sirena je bil v minulem letu član dveh uspešnih posadk. Kot član jadrnice Team Siref je na Kanarskih otokih osvojil naslov svetovnega prvaka v razredu enakih jadrnic RT44, v razredu FAR 30 pa je osvojil 3. mesto na svetovnem prvenstvu v Newportu. No, na hitro, če se da, katera je tvoja vloga na teh jadrnicah in kako je bilo v teh lepih, krasnih danih krajih? Vloga v bistvu sem pitman, to je delcista, to je tiste, ki rečemo vleče dol in dol jadra. In izkušnje tudi po svetu so vedno enkratne. Mislim, to je tudi najlepši del tvojega dela in tvojega športne službe, ne? Potovanja. Drugače pa se ti ukvarjaš tudi z glasbo. Prosim, režija. Ko igra kitaro v ansamblu Bondel Bastard, Žaga, postata, kot bi rekli doma, Jaro Furlani. Ja, povej, kako je se. Vete se malo. Ti uporabljaš to glasbo, da druge jadrnice potonejo? Žagaš torej na jadrnici? Ko se da.
Torej, le bionde treče gli occhi azzurri e fuori. No, prisluhnili smo pesmi The Lion's Share, Border Bastard, čestitamo Jaro Furlani, hvala lepa. Aha, in smo pri mladih, torej imamo kar 3 nagrajence, zdaj v naslednjih minutah, namreč na vrsti je Oskar za mlade upe. In že prihaja nagrada za prvega mladega, ki stopa torej po potez uspešnega športa in seveda prikoraka k nam na oder. Gospe in gospodje, prvi Oskar za mlade upe, zmagovalec je Luka Karčoti, jadralec jadralnega kluba Čupa, pardon. Da je ta lepša, če si rekel, da... Zdaj, da. In zbog tudi, zdaj pa gremo malo. Meni je rad, je tako. Čupa. Luka Karčoti je Čuka Luka, dobro. Je 10-letno pot v otroškem razredu Optimist zaključil z 12. mestom na državnem prvenstvu. Zdaj pa je v dvojici z Mirkom Juretičem zajadral v razred 420. Tako, torej, čestitamo seveda in zdaj pa v dvojici, kot smo slišali, in kako je torej jadrati v dvojici, ti je všeč z Mirkom Juretičem, je lepo z njim, torej se da lepo delati in jadrati. Ja, je vse lepše in tudi jadrnice je hitrejše. Hitrejše tudi igraš kitaro? Ne. Vsekakor da znam pomagati, ne, prav zaradi tega. Zaradi razlogov, o katerih smo govorili prej. No, hvala lepa, torej, važno je, da je zabava, seveda, ne, potem pridejo tudi rezultati, če je delo in zabava, vse skupaj je fino. Hvala lepa, torej, Luka Karčoti. In še enkrat, pridel na vrsti mladi, torej še en Oskar za mlade upe. In zdaj je na vrsti, gospe in gospodje, totalkarica športnega društva Polet. In torej Oskar za mlade upe gre tudi Meki Kuk. Umetnostna totalkarica športnega društva Polet je v minuli sezoni v kategoriji mlajših mladink osvojila naslov deželne podprvakinje. Bila je finalistka na državnem prvenstvu v Rokarazu in je zmagala kar na nekaj mednarodnih tekmovanjih. Čestitamo torej Metka Kuk, bravo, bravo, torej treniraš pod vodstvom Mojmina Kozorovca, drži? Kako je torej, gre za svojo vrstno legendo našega športa, ukolikor zelo pripravljen trener, ne, če se ne motim, je treniral in je trener Tani Romano, ne, drži? Ja. Zdaj pa trenira tudi tebe in kako je? Zelo, zelo hud. Ti mladi so tremenji. To ne vedi. Ali predstav to brišemo, to brišemo, se jutri 10 džirov kampa. Čestitamo. Hvala lepa. Hočeš kaj še kaj dodati? Ne. Tvoje naslednje tekmovanje, ki bo? Ne znam. Smo sigurni? Hočeš še malo pomisliti? Bi poklicali domov? Hočeš polovičko? V Amsterdam, za eno mednarodno tekmovanje. Ja, v Amsterdam tekmovanje. Ne. Marko, popolno več sreče v znamo. Hvala lepa, gospe in gospodje. Metka Kuk, hvala! Vsekakor še en Oskar za mlade upe, gospe in gospodje, dajmo Oskar za mlade upe, še enkrat gremo potovati po cesta, gor pa dol in nekako, ko govorimo o potovanju, zdaj smo verjetno v tej panogi, namreč naš naslednji nagrajenec je tekmovalec Gaje v orientacijskem teku in torej z nami je dobitnik Oskarja za mlade upe, Andraž Teruiza!
v sončnem letu 2013 osvojil slovenski državni naslov v orientacijskem teku na dolgih in kratkih progah. K temu pa dodal še vpoklic v državno reprezentanco in si prislužil nastop na mladinskem evropskem prvenstvu na Portugalskem. Super, Andraž de Luisa, čestitamo. Kako pa se pravzaprav, to je vprašanje, tekmovalci, vi tekmovalci v orientacijskem teku pripravljate na vaša tekmovanja? Večina treninga je kondicijskega, torej tek navaden. Ja. Potem pa približno vsak mesec, vsake 2 meseca je nekaj dnevno intenzivno treniranje tudi tehnike. Lahko razložiš malo boljše, torej greste v Goščavo, v Gost, kam pa sploh greste? V Gost in se s pomočjo karte potem orientiramo. Najboljši prijatelj za ženske, ker ženske nikoli ne vejo, kam naj bi šle, razumeš? Gremo naprej. Ne poznamo tvojo panogo, prav zaradi tega je to zanimivo. Ali ti veš, kje boš naslednjič, kje bo naslednje tekmovanje? Zdaj imam nekaj tekem tle na kratko blizu. Kje pa, tako da se lahko tudi... Na kratko, je rekel. Ne, kje začne tekmovanje pravzaprav? Na Vejni, v naslednjem tednu, v naslednjih mesecih, ne vem. Naslednjo nedeljo. To za vse naše goste, da naslednjo nedeljo lahko grejo gledati tudi tekmovanje v orientacijskem teku, ki je zelo posebno in zanimivo. Hvala lepa, Andraž de Luisa, čestitamo, bravo! In tako naprej. Hvala lepa. Ja, v redu, ne, znam, da ti imaš nekaj se, ampak ne, trenerji, odborniki, navijači, ali vse novinarje, ne? Za novinarje imam še najlepšo morda, sicer nobeno od teh ni od našega Marija, ne moramo, ampak to so najneumnejše izjave športnih novinarjev in je anonimna. Torej, lestvica najneumnejših izjav športnih novinarjev in ti bi tudi dodal, da so resnične. So resnične, te so vse resnične. Prisluhnemo na 5. mestu. Vettel je počasen, mu ne bo uspelo! Hitri krog Vettla in novi rekord proge, čestitamo Novinari. Na 4. mestu. Ta ekipa ne velja niti preluknjan dinar. In Jugoplastika postane evropski prvak košarke v sezoni 88-89. Tega poznate, tega poznate. Na 3. mestu. Ta igralec enostavno ni zmagovalec. O Dražanu Petroviču v isti tekmi je zadev 62. Novinar. In na 2. mestu, dame in gospodje, po 47 minutah je minilo prve 3/4 igre. Niso tvoje, niso bili tvoji, bivši tvoji. In na 1. mestu lestvice najneumnejših izjav športnih novinarjev je... Žal nisem razumel, kaj je izjavil trener nogometne reprezentance Tunizije. Zame je tunizijski jezik žal arabščina. Ta je resna, neverjetno, ampak to se zgodi v novinarskem svetu in potem imajo parcelete na račun politikov. Ma vidiš, lahko povem ena dveh. Ne, namreč nadaljujemo, se bo spet na vrsti naš Maričuk, namreč imamo druge nominirance, na vrsti, drage dame in gospodje, je Oskar za najboljšo mladinsko ekipo. Lepa, pogrevajo seveda mladinske ekipe. Wow, koliko dela, 4-5 treningov na teden in še tekma in še igraš v članski ekipi, 7-krat na teden igraš šport. Lepo. Mikrofon, bravo Mari. Lepo za kuske sem že omagal. Nogometni narašajniki Krasa. Jadran, košarka, under 19. Olimpija, moška odbojka, under 17. Zalep, ženska odbojka, under 18. In še enkrat vabim na oder gospod Ingrid Sergač, generalno konzulko za Slovenijo v Trstu, ki bo podelila nagrado. In prihajajo predstavniki teh ekip, prosim, na kar pridejo predstavniki ekip, ki smo jih citirali, oziroma nominiranci, naj pridejo na oder. Vsaj eden, prosim, brez strahu. Tako, večer. Prosim. Aha, prihajajo, ja. Hvala lepa. V redu. Pa smo. Oskar za najboljšo mladinsko ekipo. Zmagovalec je, and the winner is
Jadran Under 19! Jadranovi košarkarji do 19 let so se v državnem prvenstvu elite zahvihteli lani preko deželne in meddeželne faze, nič manj kot v državni finale v Gorici, s čimer so dosegli enega najboljših rezultatov društva v 38 letih nastopanja v mladinskih prvenstvih. Čestitamo seveda za zmago, glede Oskarja, ne, do Gorice ste prišli fantastično, super, potem pa v Gorici nekaj ni šlo, ne, pravzaprav, kaj vam je manjkalo, da bi dosegli boljši rezultat? No, kako je bilo na tem finaleju oziroma na tem mini prvenstvu? Ja, nič, zelo verjetno smo zbili na tisto željo po zmagi, ki smo imeli skozi celo leto. Torej vam je bil dovolj rezultat, ki ste ga osvojili nekako v celem letu, potem je kar zmanjkalo zadnji ščepec, zadnji košček. Ja, morda smo se zadovoljili s statistikom. Ja, pa zdaj treba kaj več in kaj boljšega, ne? Lahko upamo? Ja, bomo. Ni prepričan. V redu, vsekakor, hvala lepa, vse bo šlo. Jadran Under 19, hvala lepa. Andrej Žurjal. Zdaj pa, dame in gospodje, dragi kolega, še in še imamo Oskar za najboljšo člansko ekipo. Seveda imajo doma družino, prijatelje oziroma punco in zakaj greš na trening, zakaj greš na partido, ostani raje doma, ampak ne. Člani še napredujejo in še naprej igrajo in to je lepo za vseh nas. Nominiranci! Lahko kaj rečem, Belgan? Prosim. Lahko kaj rečem? Govori. Za pauze so najlepši del mojega. Prek nogomet, druga amaterska liga. Jadran, košarka, državna C-liga. Olimpija, moška odbojka, deželna C-liga. Sloga Tabor, moška odbojka, državna B2 liga in Vesna, nogomet, promocijska liga. Čakamo torej člane oziroma predstavnike teh ekip, če lahko pridejo na oder, medtem pa prosimo gospoda Udoviča, če še spet stopi v našo sredo za podeljevanje nagrade. Prosim, ja, v redu na to stran, ampak dajmo malo reda, ne? Fajn. Ja, nagrado gospodu Udoviču. Tako, gospe in gospodje, člani so na vrsti. Oskar za najboljšo člansko ekipo. Zmagovalec je, and the winner is, Sloga Tabor Cedevita! Dve ligi so se odbojkarji Sloge Tabor Cedevita uvrstili na visoko, končno 6. mesto in se prvič v zgodovini kluba drugo leto zapored obdržali v prvenstvu državne ravni, v katerem so s senzacionalno zmago proti ekipi Trebazelege tudi odlično vplivali na razplet boja za napredovanje. Čestitamo torej Gregor Jerončič, igralec in trener, drži? Torej, kako je v tej dvojni vlogi? Odlično, ne, mislim, se kar najdem v tej vlogi, ne, čeprav danes sem v še eni vlogi, ne, pobiram nagrade. Tako, to je treba, ne. Lani super, letos kakšna težavca? Sigurno, ne, na začetku smo začeli malo bolj počasi, ne, zdaj smo na polovici prvenstva, rečem, da držimo pika za druge. Fajn, lepa prispodoba. Super, torej kar naprej s to korido. Ole, hvala lepa, Sloga Tabor Cedevita. Ja. Oprosti, jaz sem. Marko. Zdaj je klimaks. Zgoraj meter je svoj intelektualni trenutek, ker še jaz nisem športnik. Si intelektualec te dvojice, ne? Dobro. Perfektno, torej. Greš na to stran, kaj si pripravil za nas?
eno majhno razmišljanje o športu. Prostite, če bom bral, imam tudi pomoč, hvala lepa. Šport in še šport. In to smo razumeli. Šport zahteva veliko koncentracije in energije, to dobro veste. Šport nas prevzame, nas oplemeniti, nas večkrat tudi jezi. Šport je veliki mali svet, ki odseva vse, kar se dogaja v življenju. Je v bistvu paradigma življenja samega, sem povedal lepo mali. Ampak moje vprašanje je, kaj mora imeti športnik, da je uspešen? Katere vrline, katere sposobnosti, seveda naravni talent, brez tega recimo ne gre. To je prva stvar. In seveda tudi primerna rast in vztrajnost. Nekateri bodo pač amateri, vsaka in čas, seveda, drugi bodo profesionalci. Na tej sliki mislim, da je očitno, kdo bo profesionalec, je ta. In številka 25. In recimo pa talent brez dela in vneme ni dovolj. Včasih sta dobra volja in zagnanost čisto dovolj, da premostimo vse mogoče težave, tudi najhujše. A res, ja. Včasih pa to žal ne zadostuje. Šport seveda zahteva koncentracijo in možgani morajo delati. Glava mora biti vedno na mestu. Katero mesto stati? Prav, na mestu. Kakšni pa so naši športniki, seveda vsak vleče na svoje in tako nastanejo miti in tudi žal predsodki, kot naprimer, da so nogometaši šmekari, kar ni res, absolutno ni res. Ali pa da so košarkari, kako bi rekli, malo tako. Da kolesari so vsi vedno pod efektom dopinga, kar ni res. In da so odbojkar postelete. In vsi rugbisti grdi. In tudi to drži, perfektno. Ampak trenerji so pomembni, ne? Oni so še kako pomembni. So vedno na okopih. Včasih jih tekma prevzame. Ali pa so bolj umirjeni. Njihova režija je na vsak način sad koncentracije in bistrosti uma. Kakšen ne pogled, to je bister pogled. Kaj pa mi gledalci, tudi mi smo pomembni. Tudi mi imamo svoje zasluge. Brez nas športa ne bi bilo ekipe, atleti, ne bi imeli oboževalcev in tiste podpore, ki jo potrebujejo. Mi smo dodatni mož na igrišču. Ali pa ženska na igrišču. Ali ženske. Vse sort nas je, skratka, to se bo. Gospe in gospodje, Marko Santin! Torej, zdaj, dame in gospodje, po tej fantastični zamisli našega Marka Santina gremo naprej. Na vrsti so Oskarji za člane, torej za posameznike v skupinskih športih, torej Oskar za najboljšega nogometaša. Tako, Maričuk, to so nominiranci. Edwin Carli, Luca Carli, Daniel Franco, Nico Jevnikar, Jar Martini in Matteo Pipan. Na to stran prosim fante, hvala lepa in na oder kličem tudi predsednika kolega Ivana Peterlina, da bomo prišli proti njim. Bomo dobili nagrado, hvala lepa punce. Oskar za najboljšega nogometaša za leto 2013. Zmagovalec je, and the winner is Edwin Carli!
20-letni vratar je že 6 sezon standardni član postave Kriške Vesne v promocijski ligi in eden od njenih stebrov. To je nogometaš, ki bi lahko igral tudi v višji ligi, a ostaja zgled domačih barv. Torej, Edvin Karli, čestitamo, celotna kategorija vratarjev se seveda veseli tega tvojega uspeha. Je za vas težje stopiti v ospredje kot vratarji, seveda, mar ne? Ja, mediji se vedno koncentrirajo na tiste, ki da gol, ne? Vratarstvo so vedno krivi mediji, novinarji. Vratar stopi v ospredje samo kot greši, ponavadi. Nažalost. Drugače, tvoj brat je Alen Karli, ki igra letos v nogometni dve ligi, je tudi tam, je bil tudi poklicni nogometaš pri Triestini in pri drugih ekipah v nekdanji C1 in C2 ligi. Ampak vprašanje naslednje, kdo je boljši takrat med vama, ko sta sama na domačem borjaču? Že dolgo se nisva pomerili, ampak izenačeno, veš, tako. Si že takrat v mlajših letih igral ti vratarja in on poklical na gol? Čestitamo, torej 1-1 med Alenom in Edvinom, vsekakor Edvin Karli je naš Oskar za najboljšega nogometaša za leto 2013. Hvala lepa. Tako je, še nadaljuje, naša fešta se nadaljuje, se opravičujem, na vrsti je Oskar za najboljšega, na vrsti je Oskar za najboljšega košarkarja. Tako, zdaj pa je šlo. Wow! Nominance! Kdo bo najboljši za leto 2013? Tu imamo nominance. Daniel Batič, Matija Batič, Borut Ban, Peter Franko, Saša Malalan, Kristjan Slavec. Čakamo, fante, da se približajo odre, oziroma da prido malo. Še enkrat pa sedaj se vam prosim na odre. Ljudi, vedno vas prosim. Prido, fante. In tako naj pride nagrada. Oskar za najboljšega košarkarja za leto 2013. Gospe in gospodje, zmagovalec je, and the winner is Peter Franko! Je kot moja kustodija. Ti, ki si glasbenik, je res moja kustodija. Tako spravo noter. Utemeljitev, 36-letnik je že vrsto let steber članske ekipe Jadrana v državni C-ligi. Pri nas še ni igralca, ki bi ga lahko nadomestil. Ja, torej, skratka, da si edini center, ki v tem trenutku ga ima naša slovenska manjšina vsaj v košarki, recimo že vrsto let, tako pravijo novinarji. In bo problem, ko boš pač končal kariero, ker naj ne bi bilo slovenskega igralca, ki bi te lahko nadomestil. Ti strinjaš s tem ali? Ja, težko je, ker mislim, visokih igralcev je bolj malo, ampak upajmo, da bodo zrasli. Tebe so zalivali s gaziranimi pijači. Ne, samo noge v kadinu. Zdaj, kako se odnesla pa ta tvoja letošnja sezona do zdaj? Kako je gre? Mislim, pozitivno, ne kot po pričakovanjih, ker mislim, če bi šlo po pričakovanjih, mislim, bi sedaj bili prvi na lestvici. In obetavno se je začelo to leto 2014 in upajmo, da bomo še tako naprej in gremo zdaj si igrati prvo mesto v nedeljo mesto. Že vem, da verjetno nimaš še jasnih pojmov, ampak dokdaj misliš, da boš igral? Dokaj bom držal na igrišču. Dokaj bo gasa. Dokaj bo gasa, tako je. Hvala lepa, lep aplavz. Peter Franko, Oskar za najboljšega košarkarja. Gospodje, dragi prijatelji, te naše prekrasne dvorane Zadružne kraške banke, na vrsti je Oskar
za najboljšega odbojkarja. In še enkrat bomo slišali ime nominirancev. Kdo bo zmagal? Imena? Vasili Kante, Filip Hledek, Ambrož Peterlin, Simon Plesničar in Jernej Terpin. Kar na oder, fantje, kar na oder. In še enkrat slišali, da bi se zelo nekaj pomočja, kar na oder, pa bo podelil nagrado. Tako, ja, se opravičujem se. Trpim že drugič, aha. Gospe in gospodje, Oskar za najboljšega odbojkarja. Zmagovalec je, the winner is Ambrož Peterlin. Standardni in nenadomestljivi član članske ekipe Sloge Tabor prejema Oskar že 6. Je med našimi igralci edini, ki na ravni dve lige enakovredno igra tako v vlogi podajalca kot sprejemalca napadalca. Ambrož, torej, kaj se nisi še naveličal vseh teh nominacij, teh Oskar in vseh teh teh? Ne, naveličal tega je težko, ne? Tako je, vedno lepo. 6 nominacij. To je kvalitej. Čeprav Terpin je imel tokrat nominacijo bodisi v mladinski kot članski kategoriji, torej, kdo ve, kaj bo naslednje leto, a? Drugače. Igral si in še igrač v raznih vlogah, ne, poleg tega si tudi trener in vzgojitelj. Katera vloga ti najbolj liži? Oziroma, v kateri se najbolj zabavaš? Najbolj zabavam verjetno v vlogi podajača. In tista, ki bi mi najbolj ležala, verjetno je vloga liberja. V redu, zdaj pa še to, ne. Peterlin, ne? So Kennedyjevi zamejske odbojke. Peterlin, Kennedy, Peterlin, zamejske. Upam, da ne, ker niso prav vsi lepo pisali. Gospe in gospodje, Ambrož Peterlin, hvala lepa! In zdaj, drage dame in dragi gospodje, prejdemo še k zadnjemu delu našega Oskarja, torej naše prireditve. Na vrsti so še punce, dekleta oziroma Oskar za najboljšo odbojkarico. In še enkrat, še zadnjič, špeta te v roke, našega Marječka, to so nominiranke. Tanja Babudri, Vera Balcanov, Sabrina Bukavec, Karin Kristani in Jessica Štoka. Dekleta na oder, hvala lepa. Obenem pa še enkrat, kako končujko v temu Kinotemail, da danes večer z nami. Še prihaja tu nagrada, vse punce. In torej, Oskar za najboljšo odbojkarico. Zmagovalka je, and the winner is Vera Balzano! Da je zdaj nepogrešljiva igralka začetne postave v deželni ligi. Čestitamo še enkrat, bi lahko rekli, torej, da visoka postava očitno ni tako pomembna v odbojki, ne, resno, ne, si odlična ne samo na servisu, ampak tudi v sprejemu in tudi v napadu, torej, kako ti uspe ta polivalentnost, recimo? Dosti moraš vaditi. Koliko vadiš, koliko treningov imate? Imamo 3 treninge in tekmo. In kako je torej v tej združeni ekipi, ki igra v tej ligi, ne? Kako, kakšne vzdušje, rezultati do zdaj, kako gre? Letos smo režili zelo dobro, začeli smo malo slabše, ker smo imeli dosti točkov in je manjkalo dosti ljudi, zdaj smo še kar dobro, smo pete in je zelo dobro. Kar tako naprej, čestitamo, hvala lepa, Vera Balzano! In zdaj, dragi Marko, za konec, predala
počasi prejdemo k koncu te naše prireditve, čisto brez glasbe zdaj. Pridi v našo sredo, mislim, sem kar na oder. Dragi Mari, namreč tvoje delo zdaj se... Veliko delo je bilo predvsem sedeti na tisto stolu, da privoščim nikomor. Ma nisi dal? Ker so smeti, poskusi pazi od zadnje, ker to sem rekel. Nisi dal? Ja, je to. Ena zaključna misel bi bila lahko ta in zgodovinska in tudi v tolažbo vsem tistim, ki niso izbrani vsako nedeljo oziroma za vsak nastop in morajo tudi sedeti na klopi, kdaj pa kaj potrpeti, čeprav pravijo trenerji, da ne razumeš neč, zakaj igralni in ne jaz, ampak da se vidi, da ima tudi to svoje dobre učinke. Namreč, od antike sem je v veljavi za naš šport mens sana in corpore sano. Zdrav duh v zdravem telesu. In kako ohraniti zdrav duh, predvsem pa zdravo telo, s tem, da sedimo na klopi. Res, kravate, ne? Mislim, nekaj fantastične. Koliko kravat imaš doma? Koliko je to? Če sem pošten, moram reči, da jih ni prav veliko, ampak 30 pa jih je. Spretno si je to. In to je treba z umetnostjo, varirati in spreminjati. Mari, hvala lepa. Z nami na podelitvi naših Oskarjev za leto 2013 je bil tudi Mari Čoker. Hvala! Ja, gospod in gospodje, prišli smo k koncu, zato hvala lepa, res. Naš Oskar 2013 se tako zaključi in zato lahko smo veseli in lahko praznujemo. Seveda, lepo je lep pozdrav tudi z moje strani. Če dovoliš, tudi jaz bi malo skrajšal misel in bi pozdravil ne samo tiste, ki so prisotni v telesu, ampak tudi v duhu, kot je rekel Mari, in tudi v možganih. Torej, lep pozdrav vsem športnikom in njihovim možganom. V redu? In kakšni so ti možgani? To nekaj neverjetnega. Možgani športnika so začnejo delati v trenutku, ko se športnik zbudi in neprestano delajo do zajtrka. Niste se smejajte, so ti športniki. Hvala lepa vam, seveda, drage dame in gospodje, hvala lepa vsem našim gostom. Zadnji aktivanti, katero svila dan počuje. Seveda, vsem vam, primorskemu kliniku, srcu Čebejo, vsem izrednim gostom, ki so še nekaj važnega, ni zakuske. Nisi kaj ti prinesel? Ni zakuske? Zakuska je! Počakajte, ker imamo še finalni del. Je, zakuska je. Čakaj, kako naredimo? Nekaj svih je. Pa jaz sem prinesel, pa aranžirno. Ostanite z nami, imamo še zadnjo pesem, zdajte. Vemo, da ni zakuske, ampak za streaming, seveda, in za radiotransakcije še vedno snema. In še novica oziroma informacija za vse športnike. Ostanite še z nami, ker po uradnem zaključku bodo na vrsti slike. Fotografiji seveda so pripravljeni na slikanje vseh, torej vsi zmagovalci so naprošeni, da na koncu te prireditve pridejo na oder za zaključno sliko. Lahko še nekaj dodam, ker ni v programu. Naredimo aplavz za Križmančiča. Je tako, kako je zdaj improviziram, za Davorja Križmančiča. Veste kaj, bi radi končali tole našo
sonca je pobil, ko je prvič šel v svet, si pripel rdeči cvet, ki ga življavo rokov, mati dala je v slovo, oče zgubljal ni besed, bil je vajen tujce klet, fantu dal je v spomin, zeleneči rožmarin in dejal, koder hodim bo sin, vedi, da si le slovenskega naroda sin. Sam utiral si je pot, videl mnogo je zarod, težko se premagoval, ker ubijati ni znal. Večkrat jokal je na glas, čakal je vrnitve čas in zato si je lagal, sneval dan in je spet zmagoval in dejal, ni mi mar bolečin, z njimi živim kot slovenskega naroda sin. Zazdaniško roke, ni mi mar bolečin, z njimi živim kot slovenskega naroda sin. Kot slovenskega naroda sin.